Večer. No, jaz obljubim, da bom krajši od 10 minut, ker več ali manj ste vsi prebrali tisto, kar sem napisal. In v bistvu se jaz bolj ukvarjam z argumenti za privatizacijo in jih zavračam. Običajno poslušamo 5 argumentov. Prvi argument je obljuba Evropski komisiji in kapitalskim trgom, ta drugi argument je zadolženost in odplačilo dolga. Tretji argument je strateški partnerji, ker bodo povečali učinkovitost. Četrti argument je, da je bil to sklep državnega sveta. In peti argument je, da je edino na ta način mogoče preprečiti vtikanje politike v gospodarstvo. No, jaz trdim, da noben od teh argumentov za privatizacijo oziroma razprodajo ne drži. Obljube Evropske komisije. Evropska komisija nima nobene pravice kakšne takšne obljube sprejemati. Celo dvomim, da je bila Evropska komisija tle zelo eksplicitna, čeprav imajo posamezniki želje, da bi zaradi mene dobili Telekom ali kaj podobnega. Mi smo prišli v Evropsko unijo leta 2004 po dolgih pogajanjih o poglavjih in so nas sprejeli takšne, kot je. In tikati se pač v pravni red druge države ni mogoče. Zaradi tega ta privatizacija v bistvu spominja na nacionalizacijo z leta 1948, ki so jo še sam spominjam, gre za nekaj ideološkega, tako kot je takrat privatni frizer ogrožal socializem, pa Jugoslavijo ali državno podjetje ogrožalo kapitalizem in pa Evropsko unijo. Kar se tiče odplačila dolga, skupni dolg v Sloveniji pada in sicer se povečuje še zmeraj javni dolg, pada pa privatni dolg, čeprav je privatni dolg lahko narekovaj. Gre za to, da je država prevzela velik del dolga, ki so ga naredili privatniki oziroma privatniki banke v času hazardiranja med 2005 in 2008. Tudi tu ni neke zelo velike ekonomske nuje, da se to karkoli proda, ker kot veste so donosi na slovenske obveznice so padli na približno 2%. V lanskem letu je državni proračun pobral približno 700 milijonov evrov več davkov kot leto poprej. Še zmeraj imamo visoko pozitivno plačilno bilanco v višini približno 6%, tako da neke ekonomske nuje, da bi morali takoj karkoli prodati ni. Ta tretji argument so te strateški partnerji pa večja učinkovitost podjetij. Jaz verjamem, da podjetje, ki ga prevzame multinacionalka, postane učinkovitejše, to, da učinki na ostalo gospodarstvo niso nujno pozitivni, ampak so prej negativno. Obenem se govori o strateškem partnerstvu. Partnerstvo je lahko samo med enakopravnimi subjekti. Ko podjetje prodamo, postane to podjetje lastnina nekoga in ni nobenega partnerstva več. Vse tiste obljube, ki se dajo v polni zaposlenosti in tako naprej, so prazne obljube. Lahko se celo zgodi, da se bo zaposlenost povečala, tudi zaposlenost se bo čez par let pač ravnala potem, da bo nekdo maksimiral dobiček, ki bo pač po zaposlenost povečevala ali pa manjševala. To se pravi, ta argument tudi ne drži. Jaz bi bil sklep državnega zbora, ampak takšen sklep je seveda mogoče preklicati, treba je dobiti samo dovolj ljudi, da to prekličijo, odloča stranka, ki je v večini, in če se odloči Cerarjeva stranka, se lahko sklep iz lanskega leta prekliče. To je možno, zaenkrat pa to ni pretirano verjetno. Kako je z vtikanjem politike v gospodarstvo? Sam sem prepričan, da se politika v gospodarstvo mora vtikati. Mora ščititi javno interes proti privatnemu interesu, nažalost je pa se to pri nas precej izrodilo v tako imenovani strankarski interes, ampak tudi ta se problem da rešiti, tu je na oblasti stranka, če se prva odreče temu vtikanju, temu načinu vtikanja v gospodarstvo, je to možno narediti. Naslednje vprašanje se postavlja, kako je pa prišlo do teh 15 podjetij, a to kdo ve, kakšni so bili argumenti za ta spisek teh 15 podjetij, ker to je kar povprek nekaj narečeno. In tu se dosti krat vidi, da v teh stvarih odločajo zelo ozki krogi. Najbolj tipičen primer je prodaja letališča.
O prodaji letališča je odločalo 10,47% od delničarjev, zaradi tega, ker eno leto prej bila ideja, da se letališče širi in varuh konkurencije državi vzel glasovalne pravice, tako da vse odločitve je sprejelo 10,47% ljudi, se pravi, ne moramo reči, da je šlo za neko odločitev, ki bi bila odločitev na ravni države in tako naprej. No, in končno se postavlja še eno vprašanje, ki je zaradi mene, lahko rečete, ideološko vprašanje, a smo se osamosvojili za to, da bomo vsa proizvodno premoženje prodali. V tem primeru bomo postali seveda delovna sila, ki pa v svetu o ničemer nič ne odloča. Prosim, nažalost ne. Tako je, s tem bi jaz več ali manj končal. Meni se zdi ta način prodaje ali pa razprodaje povsem zgrešen. Ne gre ne za pošteno, ne gre ne za koristno in ne gre ne za prostovoljno prodajo. Hvala lepa.